Zakonca sta dolgo iskala zemljišče za gradnjo nove hiše v okolici Škofje Loke. Razveselila sta se, ko sta našla tako rekoč sanjsko parcelo. Na njej sta zgradila hišo, s katero sta uresničila svoje predstave o toplem domu. Za ureditev okolice pa sta povabila krajinsko arhitektko, ki je oblikovala resnično čudovit vrt, prilagojen okolici. Pri oblikovanju vrta mora krajinar upoštevati vrsto dejavnikov. Med njimi je eden najpomembnejših uskladitev z okolico. Vrt v Svetem duhu pri Škofje Loki je umeščen na rob naselja, zato je krajinska arhitektka pozornost posvetila temu, da so ohranili tisto, čemur pravi sama, sposojeni pogled na travnik Sorškega polja. Vrt je nastal pred 2 letoma, vendar je videti zrel. Rastline so se urasle, trata je zelena, kot mora biti, pa čeprav so jo polagali tik pred zimo. Pri nas so se zgleda vse stvari dogajale po zimi. Zdaj, tako kot pri vsaki gradnji, se je tudi pri nas termini dela zavlekli in se je začelo saditi globoko pozno v jeseni. Iglavce so dajali v zemljo, ko je ob 11. dopoldne že snežilo. Za iglavci je prišla na vrsto trata in tako kot so tekli oziroma polagali metre trave, tako jo je sneg sproti zasipal. In ko je bila vsa položena, je bila vsa tudi zasnežena. Kakšne skrbi vam povzroča trata, če sploh? Prav veliko ne, zato ker imamo robota, ki dela sam, tako da prav velikega dela s trato ni. Je pa fino, ker je vedno lepo pokošena, tako da tudi potem vnuki uživajo na trati, ki se igrajo nogomet. Zemljišče je bilo rahlo nagnjeno, zato so morali zgraditi oporni zid, da so dobili ravno površino. Tako je na robu vasi prišlo do opazne spremembe. Vendar se danes vrt in okolica tako rekoč stapljata v eno. Kako je bilo, ko ste prvič prišli sem? Ja, ko sem prvič sem prišla, je bil tukaj, ta parcela je bil pač travnik, del Sorškega polja v blagi brežini, tako da je bil v bistvu odprt pogled zlito z zdajšnjo okolico, ki jo imamo. Parcela je sicer dosti velika, je 800 kvadratov velika, vendar je hiša pritlična in vzame precej prostora, tako da za vrt ni ostalo neko razkošje. Tukaj imamo pa pač to izjemno lego, da smo na vzhodni strani obrnjeni na Sorško polje in na travnike, tako da se je tudi hiša postavila tako, da so bivalni prostori in tudi pač na naš bivalni vrt, da so odprti na vzhod in na to travnato površino, ki se potem staplja z našim vrtom. Postavitev hiše je narekovala ureditev 2 skoraj ločenih delov vrta. Pred hišo je nastal ozek pas s hišnim vhodom, za hišo pa bivalna terasa in odprta trata. Na severnem koncu hiše stoji pomožni objekt, poleg leži še zelenjavni vrt, na nasprotnem koncu hiše pa je urejeno parkirišče. Tukaj smo načrtno tako naredili, da se glavnina oblikovanja dogaja na zahodnem delu in pa južnem, to je tukaj, kjer imamo parkirišče, dvorišče, vhod. Medtem ko na zahodni strani, kjer imamo vhod, je pa prostor ozek in dolg. Hkrati smo pa še malo poglobljeni, ker imamo na zahodni strani oporni zid od soseda, na drugi strani imamo pa hišo. In ta prostor je bilo potrebno vizualno členiti, zato da je postal bolj prijazen. Kako ste to naredili? Kako ste ga členili? To smo delali največ s tlaki. Zato, ker je hiša v teh toplih tonih, smo zbrali tudi tlake v toplih tonih in sicer granitno kocko, vendar ne sivo, klasično, vendar porfido rjavo-rdečo, ki smo jo posledično kombinirali za dodatne kontraste z belim betonom. Če pogledava zdaj neko vizualno igro, je bela fasada, na kateri so kvadratna rjava okna, ker imamo rjave žaluzije. In potem se likovno preslikamo v tlak, imamo pa te velike bele betonske plošče in pa rjave fuge. Te betonske plošče so položene v zamiku, cik-cak, ker je pač likovna govorica tega tlaka izrazito ortogonalna, mogoče majhen stroga. Je bilo pa tukaj zelo pomembno, da smo celotno zasnovo pa zmehčali z rastlinami, ki so pa bolj podeželske, razmršene, nepravilne.
Podrobnejši pogled na tlak razkrije, da so se morali izvajalci kar pošteno potruditi za tak vtis. Tukaj smo imeli kar mal problem, ker nismo mogli najti izvajalca, ki bi lahko to naredil v delavnici, pripeljal sem in položil. Največja ovira je bil naš nadstrešek nad vhodom, ne? Ker enostavno nihče ni to upal, smo se potem odločili, da bomo te plošče delali tukaj. Zdaj, kot prvo smo imeli mi že fasado, žaluzije, vse in je bilo treba to stran, celo stran do strehe oziroma še streho obleči, pokriti s polivinilom, zaščititi. Prvo naredijo osnovno ploščo, ko se to posuši, potem zašolajo te plošče po dimenzijah, ulijejo s tem betonom in potem se začne tisto grdo delo, to je pa brušenje, ne? In te plošče so bile 5-krat brušene. Na nasprotni strani hiše pa je povsem druga zgodba. Tukaj so zdaj v kote umoščena strateško posamična drevesa, da dajejo neko zastirko, a ne pred neželenimi pogledi sprehajalcev, hkrati pa so krošnje in habitusi tako odprti, da ohranjamo ta odprt pogled na travnik. Med trato in hišo so uredili veliko teraso. Bivalna terasa je s tem velikim kaminom ločena nekako na 2 dela. En je jedilni del z veliko jedilno mizo, potem imamo pa tukaj nek kotiček, ki je v bistvu kot podaljšek savne. Zadaj imamo savno in je nek zunanji del savne, tako da smo ga poskusili narediti takega malo bolj divjega, zelenega. Tako da tukaj imamo klopco, kjer se največkrat zadržuje lastnik. Ja, tle smo, moram reči, kar največ časa preživimo na terasi. Zato, ker imamo te zip-roloje, na terasi imamo tudi kamin in če spustimo zip-roloje in zakurimo kamin, je tle prav prijetno. Tako da v bistvu je to kar tako celoleten prostor, kjer se zadržujemo. Čeprav smo na Gorenjskem. Čeprav smo na Gorenjskem. Zelo dobro. Vsi moji so Prekmurci. Tudi jaz, čeprav rojena v Ljubljani, sem prekmurska duša. Tako da sem pravzaprav združila Gorenjsko in Prekmurje, živim tukaj, Prekmurje nosim pa v duši. In zjutraj, ko pijem kavico na terasi, pobožam žitno skrinjo svojih dedov in rečem: pozdravljeno bodi Sorško polje.